Prav lep dober večer, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Pred nami je že 15. kolo letošnje sezone. V prvi ligi Telekom Slovenije se bosta v športnem parku v Novi Gorici udarila stara znanca, stara nasprotnika kluba, ki imata za seboj že 80 medsebojnih srečanj v prvi ligi. No in danes se malce nenavadno srečujeta tako, da je eden bolj pri vrhu, drugi bolj pri dnu. No, Grudino je oddrsal v prazno, a zdaj Radić ni mu uspela sicer podaja proti Pušniku, zato bo pa zdaj morda Trifkoviću v zadnjem trenutku velika priložnost za Tučića in gol, ki velja, očitno velja. Goričani se pritožujejo. Kar naenkrat so vsi izpadli iz igre, bržčas zaradi igre z roko. Trifković, Lipušček vrača žogo nazaj, no tu zdaj akcija uspeva, Osuđi je opazil Kotnika, Kotnik je že v kazenskem prostoru in slaba podaja proti Džuzdanoviću. Je lahko za Lipuščka zelo nevaren v igri 1-1, tokrat se je tega preigravanja lotil preveč šlampasto. Lipušček pa je ne le žogo odpeljal naprej, sjajno podal proti Smajlagiću in gol. Drugi prvenstveni, tretji za Gorico, ki je tako v 27. minuti, le 5 minut potem, ko je Rudar povedal, prišla do izenačenja. Tudi gostje so v trenutku povsem izpadli iz igre. Tokrat ne Trifković, pač pa David Arap, ki bo žogo pošiljal v kazenski prostor. Ja. Uroš Celcer prvič danes izvaja prekinitev, njegove podaje so lahko zelo dobre, tale je tudi bila in Gorica na začetku 46. minute. Za hip je izgubil nadzor nad žogo in na koncu je bilo to dovolj. To pa je zdaj lahko velika priložnost za Rudar. Tučić je sicer sam, toda zdaj iz ozadja prihajajo ostali. Še ena priložnost morda za Velenjčane. Radić je prišel do žoge, skoraj iz tira vrgel Žigo Lipuščka. Še vedno Radić in vratnica. Velika priložnost in krasno Tučić. Drugi gol na današnji tekmi za Milana Tučića, 5. v prvenstvu, od teh 5 je zdaj še 4. nasprotnikovega vratarja matiral z glavo. Dobra podaja iz kota Damjana Trifkovića. Vsekakor bi bil Gulič v ofsajdu. To je zdaj zanimiva situacija. 11 metrovka. 11 metrovka za Gorico. Ali Osuđi, ali Pridigar. Fantastično, natančno je ta kazenski strel izvedel Bede Osuđi. Niti ne močan udarec, toda kakšna bo ta podaja? Dobra, najviše skače Bolha, velika priložnost za Rudar. Ja, res, da je Rudar imel malo inicijative, vendar brez priložnosti. Gol je padel malo z odbitka, vendar je bila reakcija ekipe potem dobra, da ni bila kot na prejšnjih tekmah, ko smo izgubili samo zavest in tudi red na igrišču, tako da smo se dobro pobrali, izenačili in imeli še, mislim, da 3 priložnosti v prvem polčasu. Drugače tekma je bila dobra z obeh strani, lahko bi se obrnila v eno ali drugo stran. Glede na to, da smo dvakrat zastavili sigurno točko v redu, tudi da smo ohranili distanco do Rudarja. Zelo težki srečanji na gostovanju. Imamo vsaj kakšen dan več počitka kot do te tekme in upam, da bomo delovali vsaj podobno. Moramo biti pa boljši, če hočemo v Domžalah kaj odnesti.
Jaz predvsem bom čestital svojim fantom. Jaz tudi imam občutek danes, da bi lahko iztržili več. Vsej tudi Gorica je imela svoje šanse, igrala dobro. Sam mislim pa, da smo danes dokaj kontrolirali igro, tako v prvem kot drugem polčasu pritiskali, na koncu dve zelo lepe priložnosti, Stativa, strel Bolhe, tik mimo vrat. Žal mi je, dobivamo enostavno preveč zadetkov, prelahko prejemamo te zadetke, na drugi strani si ustvarjamo priložnost, kar me veseli, fante sem pohvalil, na pravi poti smo, seveda bomo pa mogli začeti osvajati točke z zmagami.